Pozdravljeni! Po mnogih predstavitvah bolidov za sezono 2023 je prišel čas tudi za običajni komentar novic, kjer si bomo pogledali, kaj se je tudi drugega zgodilo v svetu Formule 1. Tudi v tokratnem 7. komentarju letošnjega leta se bomo dotaknili 4 različnih tematik. In kot običajno, ukolikor vas zanima, kaj piše v izvirnikih, ki jih prikažem na ekranu, dobite vse bližnjice, seveda navedene v samem opisu. A tokrat se bomo dotaknili tematik, ki pravzaprav z samimi predstavitvami nimajo toliko povezave, ali pa so le delno omenjene v raznih prispevkih. Ker je kar nekaj za povedati, je najbolje, da se lotimo s prvo temo in začnemo naš redni komentar. Verjetno se še marsikdo izmed vas spomni, da smo pred nekaj tedni govorili o pravem sporu med Ferrarijem ter Red Bullom. Šlo je za status, ki ga bo imel Red Bull Powertrains v prihajajočem obdobju 2026 ter naprej. Namreč pri Red Bullu so hoteli imeti status novinca, tako kot na primer Audi. Ferrari kot dobavitelj Formule 1 se je temu uprl, kajti Red Bull pridobiva izkušnje že sedaj v tem trenutku. In o tem smo govorili v 2 posebnih prispevkih. Veto Ferrarija in Ferrari brez veta. Bližnjice do obeh starejših prispevkov seveda dobite zgoraj. Ampak, če gre verjeti tistemu, kar so zapisali v članku objavljenem 9. februarja na spletnem portalu GP Blog, so seveda kot običajno pri Formuli 1 našli nek kompromis. Namreč Red Bull naj ne bi bil več popolni novinec, ampak le del. In to je neka kompromisna rešitev, ki lahko delno zadovolji tako Red Bull kot Ferrari. Ampak zakaj pravzaprav gre? Novinec, dobavitelj pogonskih sklopov, bo imel v tem prehodnem obdobju kar nekaj olajšav. V sezonah 2023-2024 lahko skupaj porabi $10 milijonov več od konkurence in govorim predvsem naprimer za opremo proizvodnih sposobnosti. V sezoni 2025 še dodatnih $5 milijonov za sama razvoj, ima pa tu predviden bonus dodatnih $15 milijonov. In strinjamo se vsi, da Red Bull Powertrains že sedaj v tem trenutku deluje, projektira, izkuša, zato res nekega statusa novinca, kot ga bo imel Audi, si verjetno ne zasluži. In če gre verjeti tistemu, kar so zapisali na spletnem portalu Racing News 365, 10. februarja, bodo pri FII objavili novo verzijo tehničnega pravilnika za pogonske sklope, kjer bo nov predvsem dodatek številka 5. Tam bo definiran ta status delnega novega dobavitelja. In na kratko povedano, kaj to pomeni. Za infrastrukturo bodo tej delni novinci lahko porabili le 40% tistega, kar je namenjeno popolnim novincem. Pri projektiranju izdelavi motorja z notranjim izgorevanjem 50% onega bonusa nad dovoljeno mejo, seveda za popolne novince, in kar se tiče hibridnega dela, le 10%. In verjetno prav tu pri Red Bullu so doživeli največji poraz.
Namreč prav električno-hibridni del je tista skupina komponent, kjer pri Red Bullu so najbolj šibki. A kaj se bo zgodilo, kot običajno, bomo odkrili skupaj. Za enkrat toliko. Pojdimo raje k naši drugi temi. Prav v dneh pred predstavitvijo bolida Scuderie Ferrari se je v Maranellu mudil Pedilov. In o tem je poročala italijanska verzija spletnega portala motorsport.com 12. februarja. In mnogi navdušenci se sedaj sprašujejo, kaj je počel Pedilov v Maranellu. Spomnimo se ga lahko z njegovega obdobja pri ekipi Williams, pri tovarniški ekipi Mercedes, pri McLarenu. Je morda Pedilov nekako skozi stranska vrata skušal nazaj priti v svet Formule 1? Niti ne. Po tistem neslavnem odhodu iz ekipe Williams je ustanovil start-up podjetje imenovano Zero Petroleum in ukvarja se z alternativnimi gorivi, posebej iz področja sintetičnih goriv. In prav Pedilov je prišel v Maranello in ponudil svoje izdelke. Zakaj gre? Po opisu za mešanico vodika in ogljikovega dioksida, ki sta nekako utekočinjena ter imata lastnosti podobne 95-oktanskem benzinu. A zanimivo je, da Pedilov je bil povabljen na kosilo skupaj s Pierom Ferrarijem v znano gostilno Smeraldo in prav tam so ju zasačili novinarji. Sedaj ne vemo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, ampak zanimivo je videti, kako tudi pri Ferrariju razmišljajo v tej smeri, čeprav je njihov dolgoletni partner, dobavitelj goriv in maziv Shell. Tako kot v drugem sklopu se bomo tudi v tretjem pogovarjali o Scuderii Ferrari. Namreč na predstavitvi bolida SF Pomišljaj 23 je prišlo do ogromno govoric glede prednjega aerodinamičnega stabilizatorja. In o tem smo lahko brali 14. februarja na spletnem portalu motorsport.com, angleška verzija. Namreč marsikdo izmed vas se lahko spomni, kako na lanski veliki nagradi Združenih držav je bilo sporno, kako so pri tovarniški ekipi Mercedes oblikovali prednji aerodinamični stabilizator na njihovem dvojni V13. In govorim o seriji aerodinamičnih usmernikov, ki so pravzaprav držali tudi skupaj pomožne profile. Pod njimi je bil skrit nosilec. In takrat, po tehničnem pregledu, so ugotovili, da pač ta rešitev ni bila skladna s tehničnim pravilnikom. Namreč ta je v poglavju 3, pod poglavju 9.8 točno določal, da primarno lahko te vezni členi služijo samo mehanskemu, strukturalnemu ali pomagajo pri merjenju določenih razdalj elementov aerodinamične funkcije, tu ni bilo zajete in mnoge ekipe so grozile s protestom. Zato pri tovarniški ekipi Mercedes take rešitve v nadaljevanju nismo videli. Ampak, če v lanski sezoni je bilo to prepovedano, zakaj na predstavitvi takšno rešitev vidimo na bolidu Scuderie Ferrari? Ker v zadnji izdaji tehničnega pravilnika za letošnjo sezono so to primarno funkcijo teh delov dobesedno izpustili. Praktično spremenil se je tehnični pravilnik, spremenil se je tisti člen, ki je lani prepovedoval takšno uporabo, zato je letos dovoljena. Ampak tu bi rad poudaril še nekaj. Sam pri tehničnih analizah samih bolidov nisem posvečal velike pozornosti naprimer prednjemu in zadnjemu aerodinamičnemu stabilizatorju, ker že do zimskih testiranj bomo prav na teh področjih videli velike spremembe. Če so pri Scuderii Ferrari že na sami predstavitvi to pokazali,
kaj bomo šele videli do prve dirke. A pojdimo sedaj še k naši zadnji temi za danes. V naši zadnji temi se bomo pa ozrli na novico, ki je bila objavljena 15. februarja na italijanski verziji spletnega portala motosport.com. Namreč Andy Green, do nedavnega glavni inženir pri ekipi Aston Martin, se umika iz sveta Formule 1. Premestili so ga iz oddelka, ki se ukvarja z bolidi Formule 1, ker je bil glavni odgovorni, na tisti oddelek, ki služi predvsem za ugotavljanje novih tehnologij in se posveča cestnim superšportnim avtomobilom Aston Martin Performance Technologies. Andy Green v resnici je veteran v ekipi iz Silverstona, je prisoten že iz časov, ko se je ta imenovala Force India. Torej, spomnimo se lahko mnogih bolidov, ki jih je izrisal, ampak ta premestitev inženirja izven sveta Formule 1 v nekako proizvodnjo, recimo temu navadnih, čeprav superšportnih avtomobilov, ima pravzaprav dolgo tradicijo. Verjetno se marsikdo izmed vas spomni Gordona Murraya, ki je za McLaren zrisal znameniti F1. Pa tudi Aldo Costa, ko je zapustil tovarniško ekipo Mercedes, se je preselil k Dalari, kjer v bistvu svetuje, ampak ne aktivno sodeluje v raznih projektih. Razumljivo je, da po določenem času je vsakdo izmed nas utrujen, izpet, nima več toliko idej kot v mladosti, zato je prav, da se ga preusmeri nekam drugam. Andy Green s svojim znanjem, svojimi izkušnjami bi lahko pomagal marsikateri nasprotni ekipi, zato ga je treba zdržati v nekem okviru, kjer se ne bo ukvarjal s Formulo 1. Marsikomu izmed vas se tako obnašanje ne bo zdelo pošteno, ampak po drugi strani je izjemno racionalno. In videli smo tudi, da v zadnjih 2 sezonah projekti, nad katerimi je bdel Andy Green, niso bili tako uspešni, ter pri ekipi iz Silverstona so iz Red Bulla in Alfa Romeo F1 Team priklicali 2 nova inženirja, katerimi smo videli v letošnji predstavitvi, je uspel izjemno zanimiv bolid. Videli bomo na sami progi, ali je bila izbira dobra ali ne. A za danes, kot ste verjetno razumeli, je bilo to vse. Ne preostane mi drugega, kot da se zahvalim za vašo pozornost, ter vam želim lep dan še naprej.